Dober dan na TV3, dragi moji, gledate kviz Poberi v mestu. Že nazadnje sva se z Niko spoznala. Nika je za, da bo sodelovala v našem kvizu, se potegovala za 40 €, zdaj pa je čas, da greva v igro. Torej, Nika, da ti najprej razložim, kako celotna zadeva poteka, imava 7 vprašanj. To je že dobro znano dejstvo, 7 vprašanj. Če na vseh 7 odgovoriš pravilno, dobiš 40 €. Prideš do konca. Imaš pa na voljo, da ti pomaga pri tej poti do 40 € tudi 2 pomoči. Enkrat lahko vprašanje zamenjaš, enkrat lahko nekoga prosiš za pomoč, ali pa pokličeš nekoga, čisto po želji. Vse štima, vse razumeva? Razumem. Odlično, potem pa greva kar prebit lejt s prvim vprašanjem. Super. Greva. Vprašanje številka 1, malo geografsko vprašanje, ampak upajmo, da bo zadeva šla, skozi. Mislim, je poleg kemije tudi geografija kakšna tvoja zadeva, s katero bi se ful ukvarjala, ali bolj kemija in pa geografija? Bomo geografijo malo na strani. Ok, pa upajmo, da ne bo to tukaj ovira, tako močno. Vprašanje številka 1 se glasi: del katere države sta največja otoka v Sredozemskem morju? Torej, največja otoka v Sredozemskem morju sta del katere države? Sredozemlje nam je tukaj kar bliz, Ja. Zdaj pa bi lahko iskala največja otoka. Oba otoka večja kot Slovenija. Tako da nista toliko majhna. Mogoče se ti svita kaj, katera otoka bi to lahko bila? Ali pa mogoče vsaj enega, če veš, Iščeva tukaj otoke. V Sredozemskem morju 2 zelo velika otoka, torej največji in drugi največji. Oba dva pripadata isti državi. Ali pa če greva direktno državo, tudi to je opcija. Si predstavljaš približno Sredozemsko morje, si imala v glavi? Zdaj greva čez otoke, ki so tam. Mogoče Italija? Mogoče Italija. Ker imaš v mislih italijanske otoke? Ja. Imaš kakšnega specifičnega, ali se ti sam zdi, da Italija ima take zdi se mi. otoke? In boš tukaj kakšno pomoč porabila, ali boš kar rekla, Italija je država, ki jo iščemo? Pa bom rekla. Boš rekla, gremo probat. Torej, ti praviš, da največja otoka v Sredozemskem morju pripadata Italiji in to je tvoj zadnji odgovor. Ja. Tvoj zadnji odgovor je pravilen odgovor. Ja, zares pripadata Italiji, to sta pa Sicilija in Sardinija. Sicilija in Sardinija, ker velika otoka, si kdaj že bila mogoče tam? Ne. Ampak v Italiji pa si bila. Ja. Pa si bila. Mogoče najlepši del Italije ti, ali pa kje, ki ti je bilo zelo fino. Vsako mesto ima svoje. Ima svoj čar, ne? Ja. Ne, drži, definitivno drži. Super, čez vprašanje številka 1 sva prišla, greva kar naprej na vprašanje številka 2. Vprašanje številka 2 se namreč glasi: v katerem ekipnem športu se uporablja taktika catenaccio? V katerem ekipnem športu se uporablja taktika catenaccio? Je pa to italijanski izraz za ključavnico sicer. Torej, označuje pa zaprto postavitev, oziroma lahko bi rekli po domači tudi nek bunker, tako postavitev označujem. Ampak pri katerem ekipnem športu? Nekaj ekipnih športov ne poznava. Nekaj. Gre pa za zaprto postavitev. Bi mogoče s tem lahko kaj povezali, kakšen specifičen šport? Nekaj bi jih lahko, v končni fazi. Nekaj bi jih lahko. Je pa načeloma, mislim, da to postavitev najbolj uveljavil, se pravi, legendarni bi že lahko rekel, argentinski trener Interja, Helenio Herrera. Ampak zdaj, nekaj sem ti že dal informacije o mogoče nogomet? Mogoče nogomet?
Mogoče ja, mogoče ne. Zdaj, kaj je na tebi, ne? Lahko se odločiš za nogomet, lahko se odločiš za kakšen drug šport. Lahko porabiš kakšno pomoč, lahko ne. Bom nogomet zbrala. Boš rekla nogomet. Ja. Boš rekla nogomet. Torej, nogomet, za drugo vprašanje je tvoj zadnji odgovor. Zadnji. Ne bova nič klela izgubljala časa. Ne. Nogomet je pravilen odgovor. Nogomet je pravilen odgovor. Zdaj pa greva naprej. Vprašanje številka 3. Greva, ne? Da se počasi približava polovički najnih vprašanj. Vprašanje številka 3 pa se glasi takole. Kako s tujko rečemo besedi, ki ima enak pomen kot kaka druga beseda? Iščeva besedi, ki imata enak pomen, ne torej. Na koncu jezika imam. Sinonim. Nekaj tazga, ja. Nekaj tazga, okej. Sinonim ali nekaj tazga? Malo te moram tukaj preizkušati. Ja, ne bom kar rekla. Se pravi, ti praviš sinonim. Ja. In sinonim je tvoj zadnji odgovor. Zadnji. Na tretje vprašanje. Na tretje vprašanje. Sinonim je pravilen odgovor. Sinonim je pravilen odgovor. To je ta tujka. V slovenščini pa je izraz sopomenka. Ja. Sopomenka, ne? Glede na to sem razmišljala. Pravilno. V redu, ne? Zdaj pa 3 vprašanja smem. Nobene pomoči še nisva koristila. Ja. Zmer smo malo premislili na odgovori, ampak zmer so prišli pravilni odgovori potem. Na srečo. Na srečo. Zdaj pa greva naprej. Daj, da bova res na tisti polovici močni. Vprašanje številka 4 se glasi. V katerem mestu je v prometni nesreči leta 1997 življenje izgubila princesa Diana? Torej, princesa Diana poznaš, ne? Ja. Princeso Diano poznamo. Vemo tudi, da je v prometni nesreči izgubila življenje. Ampak v katerem mestu? V katerem mestu? Torej... soproga princa Charlesa. Ja. Je pa tako, da v tem mestu, kjer se je zgodila prometna nesreča, v bistvu je bil postanek, to mesto je bil postanek z princeso Diano, ko se je ustavila v bistvu v tem mestu na svoji poti iz Sardinije do Londona. Se je ustavila v tem mestu. Torej, lahko sklepava, da je to mesto nekje tam vmes, da je nekaj tam vmes. Ne se zdi, da je Pariz. Da je Pariz? Ja. Pariz relativno je tam nekje vmes, ne? Med Sardinijo in Londonom. Ja. Je. In boš pa rekla Pariz ali boš rekla kaj drugega? Bom rekla Pariz. Boš rekla Pariz? Ja. Torej, Pariz tvoj zadnji odgovor na 4. vprašanje? Ja. Pariz je pravilen odgovor. Si že bila v Parizu? Ne. Ne še? Pojdi v Pariz. Bom šla. Ful je dobro v Parizu. Dobro. Zdaj pa res, še 3 vprašanja, 2 pomoči imaš še zmer na voljo. To je zmer dobro, da v tem zadnjem delu imaš še nekaj pomoči na voljo, da lahko koristiš. Ampak greva zdaj naprej, malo bolj filmske vode se podajava. Si kaj spremljaš veliko filme, bi rekla, da rada gledaš filme? Rada gledam. Bolj bereš, bolj filme? Ali oboje? Oboje. Kombiniraš? Ja. Najljubši film imaš? Veliko je dobri. Bi težko rekla, ne? Ja. Ene par je. A si tako romantične komedije zadeva? Ali si tako vse. Grozljivke in strahuje? Ok. Vprašanje številka 5 se glasi. Kateri igralec je v filmu Shrek posodil glas oslu? Znan je tudi po nekih drugih vlogah, ne? Policaj iz Beverly Hills, Dr. Dolittle, Trčeni profesor, recimo. Ja. Kdo bo ta igralec, ki je posodil glas oslu? Eddie Murphy. Eddie Murphy? Ja.
In sigurno sem Eddie Murphy, zdaj si izbrskala njega in to bo to. Ja, Eddie Murphy, tvoj zadnji odgovor. zadnji. Eddie Murphy, pravilen odgovor. Ja, zares Eddie Murphy. Ti je všeč Eddie Murphy nasploh? Ja. Je zabaven, Ja, zabaven zelo. tip. Zabaven tip. Super, glej, še dve vprašanji. Nobene pomoči še nismo porabili. Ni slabo, ni slabo. Predzadnje vprašanje, vprašanje številka 6. S katero državo nas povezuje A3, torej najkrajši avtocestni odsek v Sloveniji? Kje bi to lahko bilo? Še vedno imamo na voljo tudi pomoči, ne? Lahko nekoga vprašava, lahko menjava vprašanje. Bom vprašala. Boš vprašala nekoga? Bom. V redu. Koga bo vprašala Nika? Moja najboljša prijateljica Tjašo. Tvoja najboljša prijateljica Ja. Tjaša. Greva vprašati najboljšo prijateljico Tjaša. V Ga bo redu. poklicala? Bova, ja. No, dajva jo poklicala. Kaj pa Tjaša, ona tudi v srednji šoli? Ja, Študira pa, oziroma uči se frizerska. frizerska. Na V frizerski, Ljubljani? ja. Ne, v Celju. V Celju. Ok, Ja. v Celju. Pa če rabim za frizuro, Ja. kličem tebe, ti kličeš Tjašo, Ja. se zmenimo. Super. Zdravo, Tjaša. A slučajno veš, S katero državo nas povezuje A3? s katero državo nas povezuje avtocesta, pač A3? Najkrajši avtocestni odsek v Sloveniji. Ok, hvala. Ok, dio. Tjaša očitno izstrelila kot izstopa tale odgovor. Ja, Ja, zanimivo, veliko ne? potuje. Zanimivo. Ok, veliko potuje. Tjaša je mnenja, da z Italijo. Tjaša misli, da to je Italija. Ja. In ti boš vzela njen odgovor? Bom. Boš, torej Italija je tvoj zadnji odgovor za najno Ja. predzadnje vprašanje. Ja, Italija je pravilen odgovor. Italija je pravilen Super. odgovor. Zdaj imamo pa samo še eno vprašanje. Samo še eno vprašanje, pa je tvojih 40 evrov. A smo pripravljena? sva. Sva pripravljena. Super, evo, to rad slišim. Vprašanje številka 7 se glasi. Katera kantavtorica je bila v razmerju tako z Bobom Dylanom kot Stevom Jobsom? Še vedno pa ima na voljo tudi eno pomoč, ne? Še vedno ima na voljo tudi eno pomoč. Če slučajno se ne boš mogla spomniti njenega imena, zadevo lahko še vedno zamenjava vprašanje in proba odgovoriti na eno drugo vprašanje. Bom kar to izkoristila, ja. Boš izkoristila pomoč? Ja. Zato jih pa imamo, ne? Zato Ja. jih pa imamo, prenesemo jih do konca, da če zadnjo vprašanje slučajno ne gre, lahko vedno menjava. Pa da ti zaupam odgovor na tole najino sedmo vprašanje. Joan Baez je to kantavtorica, ona je bila v razmerju tako z Bobom Dylanom kot Stevom Jobsom. Bi prišla do nje? Mislim, da ne. Bolj ne, Ja. bolj ne. Težko vprašanje je, zato pa je zadnje Ja. vprašanje, ne? Zato je zadnje vprašanje. Naredila pa sva menjava vprašanj. Uporabila sva to pomoč. Nika, ampak preden pa midva nadaljujeva z najinim kvizom, pa je čas, da gremo na oglase. Če veš, svetovno, ne? Boš prišla čez to zadnje vprašanje, dobila boš 40 evrov, če ne veš, lahko ugibaš, mogoče ne pa, dobiš. Bova midva rekla, da odgovora ne poznava. Torej, iščeva film, naslov filma. Ok, to je zelo diplomatski, zelo dober odgovor. Kako se reče večji skupini rib? Jata. Jata, ni trop rib, ampak je jata rib. Zdaj, tukaj te malo te mogoče iz tira mečem. Fulano, kar dosti stvari se nabere, ne, v končni fazi. Toliko stvari, da kakšno, tako kot se rekel, moraš malo dati na stran, ker če ne moraš vsega nekako shendlati, ne. Mi smo nazaj z oglasov, čas pa je, da se z Niko podava v boj za 40 evrov v kvizu Poberi v mestu.
Pa da ti zaupam zdaj novo, zadnje vprašanje. To pa se glasi. V katerem filmu je Sean Penn odigral vlogo homoseksualnega politika Harveyja Milka? Torej, iščeva film, naslov filma, v katerem je Sean Penn odigral vlogo homoseksualnega politika Harveyja Milka. Iščeva ime filma. Torej, igral je pa Harveyja Milka je igral. Je pa film prejel, mislim, da je bil nominiran za 8 Oskarjev, prejel je pa 2, ne? Tako da, če si dobitnik Oskarja, je to že kar močen film, močna produkcija stoji za tem, ne? Razmišljava. Zdaj, eno pomoč sva že prej porabila, to je tvoja zadnja pomoč pri zadnjem vprašanju, ne? Iščeva pa naslov filma. Če veš, svetovno, ne? Boš prišla čez to zadnje vprašanje, dobila boš 40 evrov, če ne veš, lahko ugibaš, mogoče, ne, pa dobiš. Dostikrat so že kakšni ljudje, ne, z ugibanjem prišli do različnih zaključkov, različnih odgovorov. Lahko pač ne, ne? Lahko pač ne. Ja. Govoriva pa torej o filmu, v katerem igra tega politika Milka. Ne bi vedela. Ne bi vedela. Tudi ne boš ugibala, da bi probala uganati mogoče kakšen film. Ni reševanje vojaka Rajna, recimo. Tega lahko črtava, pa evo. To sva naredila. Ali bova rekla, da ne bo šlo skozi? Ne bo šlo skozi. Ne bo šlo skozi. Nažalost ne bo šlo. Samo tudi, da zdaj se zazihram jaz, ne, se pravi, Nika, pri temu, se pravi, 7. vprašanju, pri menjavi 7. vprašanja, torej zadnjo vprašanje, bova midva rekla, da odgovora ne poznava. Ja. Ja, okej, drži, nažalost, ne, mogoče drugič. Da ti povem zdaj eno tole zanimivost tukaj, ne, torej iskala sva film, v katerem je Sean igral politika po imenu Harvey Milk, naslov filma pa je Milk. Naslov filma je Milk, izhaja iz imena, ampak ja, ne, nismo mogla priti do tega. Če ne poznaš filma, ne, težko prideš do tega, ker samo z imena. Bom pa definitivno razmislila, da si ga ogledal. Definitivno lahko razmišljaš, da bi si ga ogledala. Nika, najlepša hvala, meni je bilo veselje. Ful sva daleč prišla, ne, zadnje vprašanje. To ni mačji kašelj. Veliko moraš vedeti, veliko moraš imeti za sabo, da lahko priješ do sem. Nika, najlepša hvala, da si sodelovala v kvizu. Prosim, z veseljem. Vse kdaj, če bo le priložnost. Dragi gledalci in gledalke, zdaj pa je čas, da nam še Nika pove nekaj več o kvizu Poberi v mestu. Kviz Poberi v mestu se mi zdel zelo zanimiv in mislim, da bi vsak mogel sprobati. Dobar dan, gospodična. A bi mogoče v enem kvizu sodelovala? Ne, hvala. A ste sigurna? Sigurna. Ste pa ful simpatičen. Hvala, enako. Lep dan, čau. To je bilo hitro. To je bilo najhitrejše, ko mi je nekdo rekel, da sem ful simpatičen. A res, za en kviz se gremo, 40 evrov lahko osvojiš. Ne, hvala. Ne bi? Ne bi. Ok, potem pa srečno na tvojih popotovanjih. Hvala. Čau. Ja. Ja,
ljudje imajo zdaj faks, ne, zdaj ta obdobje. Smo nehali zabušavati. Evo, zopet smo v Ljubljani, iščemo ljudi, ki bi sodelovali v našem kvizu Poberi v mestu. Vsi že vemo, kako deluje princip, ne? 7 vprašanj, 40 €, dosti easy varianta. Zdaj pa upamo, da bomo najdeli kakšne kandidate, ki so za, ne? Zdaj, koga bi kaj Gospodič, gospodična, dober dan. Lepo pozdravljena. Zdravo. Zdravo. Malo sem vaju ostavil, malo sem vaju zmotil z dobrim namenom. Sem Marcel in mi smo iz TV3, snemamo en kviz, ki se mu reče Poberi v mestu. Je pa princip približno tak, da vaju vprašamo 7 vprašanj, če pravilno odgovorite, dobite 40 €. A sta mogoče za, bi sodelovala v kvizu? Ja, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Je vreden probati, ali kako? Ti bi vi tudi gospodična? Jaz bom pomoč. Boš pomoč, ja, boš pomoč zraven, evo, idealno. Bova, da se kar predstavlja, živa, jaz sem Marcel, kot sem rekel. Luka, me veseli, greva se igrati kviz Poberi v mestu. Ok. Greva, wuhuu! Dragi gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni v kvizu Poberi v mestu. Moje ime je Marcel, z mano pa je Luka. Ja. Živijo, Luka, kako si? V redu. Me veseli, da si v redu. Luka, s čim se ukvarjaš? V bistvu ravno kar zaključujem kemijsko inženirstvo. Kemijsko inženirstvo. Ja. To je bil za tebe naporen faks ali kako bi rekel? Faks je težek to, ko se ga narediš, no. Ok, to je zelo diplomatski, zelo dober odgovor. Luka, se s čim še ukvarjaš v prostem času? Mogoče kaj športnik, s čim drugim? Bil sem kar nekaj časa športnik, 5 let sem preživel kot član slovenske reprezentance v dviganju teži. Ok. Zdaj sem to postavil malo na stranski tir, ker sem se pač posvetil študiju in diplomi. Drugače pa rad spoznaval nove stvari, tudi dosti potujem v prostem času, knjige berem, pa še kaj se najde. Ful dobro, kar dosti stvari se nabere v končni fazi. Toliko stvari, da kakšno, tako kot se rekel, moraš malo dati na stranke, če ne moraš vsega nekako shendlati. Luka, da ti še enkrat razložim, kako bo celotna zadeva potekala. 7 vprašanj imava, če na vseh 7 odgovoriš pravilno, dobiš 40 €. Na voljo imaš 2 pomoči, enkrat lahko zamenjaš vprašanje, enkrat lahko nekoga drugega prosiš za pomoč, pokličeš po telefonu, mimoidočo kolegica, kolega ali kolegica vprašaš, tako da vse jasno zaenkrat, vse štima. Moraš štimati, ne? Moraš štimati. Odlično. Luka, evo, če se da začneva tale najin kviz, 7 vprašanj imava, pa najbolj da začneva kar s prvim. Rekel si, da neki športnik si bil, ne? Prvo vprašanje bo malo bolj športno, ampak mogoče ne ravno v tvoji panogi. Vprašanje številka 1 se namreč glasi: katere barve krogel je največ pri biljardnem športu snooker? Rdečih. Rdečih je največ pri snookerju. Ja. Poznaš šport, si igral že? Ne, snooker še nisem igral, sem pa že dostikrat igral biljardno. Ok, tako da iz tega malo ven sklepaš, da razumeš zadeva, kako poteka. Rdeča, torej ti praviš, rdeč je tvoj zadnji odgovor? Ja. Rdeča je pravilen odgovor. Kar 15 jih je na mizi, če se ne motim, tako da dosti krogel, ne, dosti rdečih krogel. Gremo naprej, vprašanje številka 2. Vprašanje številka 2 se glasi: kako se reče večji skupini rib? Kako se reče večji skupini rib? Jata. Jata, ni trop rib, ampak je jata rib. Zdaj, tukaj te malo mogoče iz tira mečem. Boš rekel jata? Ja, jata. Boš rekel jata. Rečemo jata. Jata, tvoj zadnji odgovor? Ja. Jata je pravilen odgovor. Malo sem te že skoraj na kriva pota speljal tukaj, ampak nič ne de, sva prišla pravilno nazaj. Greva kar naprej. Vprašanje številka 3. Vprašanje številka 3 pa malo bolj slovensko-geografsko vprašanje. Predvidevam, da ti najbolj ne leži ta geografija, ti ni najbolj ljuba ali kukar kdaj, kako bi rekel? Bolj je problem, da je že kar nekaj časa menilo, odkar sem imel geografijo. Si aktivno ukvarjal s tem, ja? No, lej, pa še zmeraj, upajo, da bo šla zadeva skozi. Vprašanje številka 3 se glasi: v kateri občini se nahaja naselje Šmarje Sap? Šmarje Sap. V kateri občini se nahaja? Nekje med... Grosuplje? Grosuplje? Grosuplje praviš? Občina Grosuplje? Ja.
Se spomniš to iz srednješolskih dni, smo zdaj še čez... Ne, v bistvu bo nekaj časa to moja stalna relacija, no, pa se mi zdi, da je nekje tam neko Šmarje. More biti tam. Ja, rečemo Grosuplje. Ok, torej ti rečeš Grosuplje, Grosuplje je tvoj zadnji odgovor? Ja. Grosuplje je pravilen odgovor. Šmarje SAB se nahaja v občini Grosuplje, pravilno, vem. Zdaj sva, približujejo se te polovički vprašanj. Nobene pomoči še nisva izkoristila, ker je fino, ker zbir lahko potem še naprej uporabiš te pomoči. Zdaj, dragi moji, prejem pa se gre naprej nadaljevati igro, pa je čas za oglase. Ti verjetno, ti si eden izmed teh ljudi, ki mu je to zelo pomagali pri tem vprašanju. Ilda nekaj, okej. Viler? Viler, Ilda Viler. Ilda Viler. Dobro se nama je išlo. Zdaj pa greva naprej in sicer na Maurico. Na srečo imam eno prijateljico, ki zelo dobro poje. Bravo! Hvala za priložnost. Lepo pozdravljeni zopet na TV3, mi smo nazaj z oglasov, z mano pa je Luka. Evo Luka, tako čez 3 vprašanja sva prišla, nekje polovički se zdaj bližava, pa nobene pomoči še nisva porabila, ker je zmer fino, ker lahko to še naprej potem uporabiš. Sva pa pri vprašanju številka 4, malo bolj slovenske glasbene vode se pomikava. Ok. Vprašanje številka 4 se glasi. Hči katere slovenske pevke je Ana Dežman? Ana Dežman je hči katere slovenske pevke? Znana tudi po pesmih Ti si moja ljubezen, Nora misel, Lastovka. Ti si moja ljubezen poznam. Ok. Ilda nekaj. Ilda nekaj, ok. Viler? Viler, Ilda Viler. Ilda Viler, ti praviš, da je torej Ana Dežman hči Ilde Viler. Ja. To je tvoj zadnji odgovor? Ja. Tvoj zadnji odgovor je pravilen odgovor. Dobro so tole prišla zdaj čez, ne? Lahko bi bilo slabš, Dobro se nama je išlo. Zdaj pa greva naprej in sicer na Maurico. Maurica je zelo zanimiv fenomen. Zanimajo me pa barve v Maurici, oziroma bolj specifično ena barva. Vprašanje številka 5. Katera barva je najvišja v Maurici? Katera barva je najvišja v Maurici? Torej, barva, ki ima najvišjo valovno dolžino tudi in je tako najtoplejša od teh barv, ki se pojavljajo v Maurici. Rdeča. Rdeča. Ja. Rdeča, tvoj zadnji odgovor. Ne boš razmišljal o nobeni drugi barvi tukaj na tej točki? Rdeča ima zagotovo največjo valovno dolžino. Potem sklepaš, po največji valovni dolžini. Ja, izhajam iz inženirske stroke, no. Dokler nisi tega povedal, nisem bil ziher. Ok. Torej, rdeča tvoj zadnji odgovor. Rdeča je pravilen odgovor. Ne poznam veliko ljudi, ki si s to informacijo, po moje, znali ful veliko pomagati, ampak ti verjetno, ti si eden izmed teh ljudi, ki mu je to zelo pomagali pri tem vprašanju. Očitno. Gremo naprej, še 2 vprašanji imava, pa nobene pomoči še niso pokoristila. Imam pa 2, a ne? Prosim? Imam pa 2 pomoči. Imaš pa 2, enkrat lahko menjaš vprašanje, enkrat lahko nekoga drugega prosi za pomoč. O, super. Predzadnje vprašanje številka 6. Kateri šport je osrednja tema filma Polje sanj? Bejzbol. Bejzbol, wow, to je bilo pa kot izstopa. Si gledal Polje sanj? Ne. Ok. Ne, je pa kultni film. Je pa kultni film. Ok, bejzbol, tvoj zadnji odgovor. Bejzbol je pravilen odgovor, Luka. Dober. Kevin Costner je noter igral, ne? Mislim, da. Lahko da, ne veva, nisva gledala filma, je pa kulten film. Evo, no, to kveve. Luka, zdaj smo pa pri zadnjem vprašanju. Zadnje vprašanje. 2 pomoči tudi, če slučajno ne bo šlo. Upajmo, da bom. Veliko stvari zdaj na kocki, ne, zadnje vprašanje. Vprašanje številka 7.
Pod katerim imenom je bolj znan pevec Farrokh Bulsara, rojen na Zanzibarju leta 1946? Pod katerim imenom je bolj znan pevec Farrokh Bulsara, rojen na Zanzibarju leta 1946? Zdaj, Tole pa nimam pojma. malo težje vprašanje. Je zanimivo, zato ker je zelo znan pevec tudi. Ampak dve pomoči imaš tudi še zmeraj na voljo tukaj za zadnje vprašanje. Ne? Na srečo imam eno prijateljico, ki zelo dobro poje. Tako da mogoče mi zna ona pomagati. A bova rekla prijateljico, oziroma bova poklicala prijateljico? Ja. Greva poklicati prijateljico. Katero prijateljico pa kličeva? Katjo. Kličeva Katjo. V redu, pa pokličeva Katjo. A te lahko prosim, če lahko jo na speaker daš? Seveda. Na zvočnik? Ok, v redu, evo, da jo lahko še jaz slišim. Ji boš ti povedal vprašanje, jaz ponovim vprašanje. Daj ga ti reči. Ej, zdravo Katja, imaš 5 sekund časa? Povej. Ok, jaz sem tule v enem kvizu in eno vprašanje je tako malo pevske narave, nisem imam pojma. Tako da se zanašam na tebe. Marcela, ga lahko samo ponoviš, prosim? Definitivno. Katja, da ti povem vprašanje. Pri zadnjem vprašanju sva. Pod katerim imenom je bolj znan pevec Farrokh Bulsara, rojen na Zanzibarju leta 1946? Torej Bulsara. Freddie Mercury iz skupine Queen. Freddie Mercury ti praviš? Freddie Mercury, ok. Definitivno. Katja, hvala za tvoj odgovor. Ok, hvala Katja. Čau. Torej, Freddie Mercury pravi Katja. Ja, jaz si zaupam. Ji zaupaš? Boš vzel njen odgovor? Ja. Torej, na zadnje vprašanje ti zaupaš tvoji prijateljici Katji in podajaš tvoj zadnji odgovor, Freddie Mercury. Tako je. Freddie Mercury je pravilen odgovor. Luka! Bravo! Hvala za priložnost. Še kdaj, ne, v priložnosti. Freddie Mercuryja pa poznaš, ne, verjetno. Sam je pa res, da njegovo pravo ime je pa malo manj znano. Luka, večna čast in slava te čaka zdaj, ne? Če ne drugega na TV3, 40 evrov si usvojil. Najlepša hvala, da si se mi pridružil v kvizu. Ja, ni za Jaz sem se zabaval. Ja, jaz tudi. Evo, to je važno, to je važno. Dragi moji in drage moje, zdaj pa je čas še, da nam Luka malo več pove o svojih občutkih o kvizu Poberi v mestu. Zelo zanimiv kviz, zanimiva izkušnja, no, tako čisto naključno. Včasih pač fajn reči ja. Dragi gledalci, drage gledalke, današnjemu kvizu smo prišli do konca. Imeli smo se fino, ne? Nekaj kandidatov je bilo zraven, oni so se zabavali, jaz sem se zabaval, upam, da ste se tudi vi. Zabavajte se z nami še naprej ob 8 zvečer, ne? Od srede do petka na TV3 smo, do takrat pa nasvidenje in uživajte.